Na Radiu Študent si pri svojem ustanovitelju študentski organizaciji Univerze v Ljubljani že več kot 4 mesece zaman prizadevamo za uskladitev akta o ustanovitvi Radia Študent z zakonom o nevladnih organizacijah, kar bi radiju omogočilo ohranitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu. Status je nujen za nadaljnje nemoteno prijavljanje na razpise in zbiranje donacijske podpore. Sredstva, ki so vezana na status nevladne organizacije, so lani znašala več kot 250 tisoč evrov proračuna Radia Študent, kar je predstavljalo skoraj polovico letnih virov za delovanje te najstarejše študentske in skupnostne radijske postaje v Evropi, ki vsako leto uspešneje kljubuje izzivom zaradi zmanjševanja financiranja strani šov. Spremembe akta o ustanovitvi bi Radiu Študent omogočile osnovne pogoje za nadaljnje uspešno delovanje in obstoj. Za šov pa bi pomenile zgolj prilagoditev, ki v ničemer ne spremeni narave pravnih odnosov med šov in Radijem Študent. Dikcijo spremembe so potrdile vse pristojne institucije. Šov je brez težav že potrdil spremembe akta za druge zavode svoje družine, kot sta Zavod Kersnikova in Študentski kampus. Za potrditev sprememb akta o ustanovitvi Radia Študent je potrebna absolutna dvotretjinska večina v študentskem zboru šov. Seja študentskega zbora šov, na kateri je bila tudi točka za spremembe akta Radia Študent, se je začela že v četrtek 24. 3. 2022, a je bila zaradi odhoda nekaterih poslancev nesklepčna in tako predčasno prekinjena. Seja torej še ni zaključena, pristojni za njeno nadaljevanje pa, kakor so nam sporočili, ne vedo, kdaj se bo nadaljevala. Za ureditev zakonskih pogojev za nemoteno delovanje Radia Študent so odgovorni tudi 3 predstavniki ustanovitelja šov v svetu zavoda Radia Študent. Direktor šov v Ljubljani Andrej Klasinc in 2 poslanca skupine Povezani, njen vodja Aleksandar Miličevič ter njen član Omar Smajlović. Medtem ko sta omenjena člana seje sveta zavoda Radia Študent od decembra lani redno obstruirala, se je Andrej Klasinc kot prvi predstavnik ustanovitelja, ki je nenazadnje odgovoren tudi za zakonitost poslovanja šov in funkcionalno sodelovanje zavodi, odločil bolj za vlogo nemega opazovalca. Deklarativno podporo Radiu Študent v boju za spremembo akta o ustanovitvi RŠ je prejšnji teden na družbenem omrežju Facebook izrekla koalicijska skupina šov Modro za študente, ki deluje pod taktirko predsednika šov Klemna Petka. A bolj kot javno izraženo podporo v tem trenutku potrebujemo konkretne rešitve, to je čimprejšnji sklic nadaljevanja seje in potrditev sprememb akta. Rok, do katerega bi morali uskladiti akt z zakonom o nevladnih organizacijah, je potekel 31. marca 2022. Od predsednika študentskega zbora šov Roka Dolenca in predsednika šov Klemna Petka zato zahtevamo čimprejšnji sklic za nadaljevanje seje študentskega zbora šov, na kateri bomo predstavniki RŠ lahko predstavili nujnost spremembe akta. Vodje poslanskih skupin ter poslanke in poslance pozivamo, da zagotovijo sklepčnost seje ter potrdijo predlagane spremembe. Te bodo omogočile nadaljnje uspešno delovanje Radia Študent na številnih področjih dejavnosti v širšem javnem interesu. Uprava in uredništvo Radia Študent.